No, pa poglejmo, kaj imamo za danes. Kaj pravite na zgodbo o Pagani, ki je žal na sanje? Ne. Vam ni všeč? Ne. Kaj pa o Pajku, ki je pletel kavade mreže? Ne. Vam tudi ni všeč? Mogoče pa zgodba o netopirju, brez sence? Ja! Tišina! Sedite! Se pravi kot zmeraj, klasično, na smrt dolgočasno. Zgodba o kraljih in kraljicah, nemočnih princeskah, hudobnih čarovnicah, zmajih in junaških vitezih, brez katerih puce ne morejo preživeti. Ja! Živ dolg čas. Ampak, če to želite, potem to tudi dobite. Naša zgodba se začne pred mnogimi leti. V deželi daleč od tu je Me bilo zmožite dolgočasni del in gremo na akcijo. prav, že dobro. Bitke, vojne, še več vojn. Gremo. Ko se je kralj Arčibald prvi vrnil domov, sta skupaj z ženo kraljico Violeto dobila hčerko princeso Flavijo. Življenje je bilo mirno in lepo, dokler se nekaj noči ni zgodila tragedija. Zlobna čarovnica Gisela je ugrabila ljubljeno princeso. Kralj je obljubil nagrado za viteza, ki bi njuno hčerko pripeljal domov. In tu, prijatelji, se naša zgodba šele zares začne. Naslednje jutro je na grad prijezdil lep in pogumen vitez Cassian. Lep in pogumen vitez Cassian. Saj bo. Vitez Cassian! Ni ga tukaj. Kaj? Se opravičujem. Tema! Kako to misliš, da ga ni tukaj? On je glavni junak zgodbe. Pravlični lik. Kaj mi pa lahko očeram? On je, ni ga tukaj. Ne vem, kako to naj še drugače povem. Jeha in tea. Ne vem, kako mi je to uspelo, ampak zapustil je zgodbo. Rekel mi je, da mu je dovolj vino iz te stare pravljice. Sedel je na konja in odjezdil. Kdo me bo zdaj rešil? Moj mati! Moj pa bi bil najboljši vitez. Še vedno imamo občinstvo, ki pričakuje zgodbo. Zato bomo izbrali novega glavnega junaka. Kaj? Ja, novega glavnega junaka. Kdo viteza Cassiana najbolj pozna? No, Cvetka je njegova služabnica in mu bere spodnje gate, tako da predvidevam, da mu je do vseh najbližje. V redu. Luč! Tema! Kaj je v redu? Luč! Tema! Jaz nimam pojma o težkih zadevah. Luč! Tema! Jaz samo vem, kako se spravi flek iz gat, kadar se vitez od strahu pokaka. Cvetka! V redu. Luč! Se opravičujem za tole. Imela sem nekaj težav z likom. Sedaj pa nadaljujemo našo zgodbo z novim likom v glavni vlogi vitezinjo Cvetko! A ti ga
Wolfi težko ime, ker cvetka se res ne sliši preveč pogumno in odločno. Predstavljam vam slavno in neustrašno vitezinjo Floro! Flora, Flora, Flora! Hvala. Jaz sem vitezinja Flora in v prostem času rada... Kaj delaš? Nimaš še replike? Se opravičujem, v tem sem malo nova. Moj šef ne bi bil glavni junak, vendar je... Še vedno nimaš replike? Seveda, razumem, zdaj bom nehala govoriti. Hvala. Zgodba pravi, da je vitezinjo Floro novica o ugrabitvi princese Flavije zelo vznemirila. In odločila se je, da bo naslednji dan odšla rešiti princeso. Ja, Flora. Hej. Odkleni.
mojega očeta, šel je po drva za peč. Vrnil se bo šele jutri. Zakaj ga rabiš? Sem vitezinja Flora in sem na poti, da rešim princeso, ki jo straži strašni zmaj. Potrebujem meč. Rešuješ princeso. Samo. A ne pride zaradi tega jutri vitez Kasijan? Ne sprašuj. To se še nikoli ni zgodilo. A res? No ja, če te zanima orožje, imam meč, ki sem ga končala včeraj. Wow. To je najbolj cool meč na svetu. Hvala. Sicer ni ostor, ampak lep. Veš, želim imeti svojo linijo mečev, ki bodo lepi na pogled. Hej, kaj če bi z mano? Kaj? Ja, jaz meča niti ne znam držati. Ti pa gotovo obvladaš mečevanje, kaj ne? Seveda. No, potem moraš iti z mano. To ni del zgodbe. Morala bi dobiti meč in oditi. Kako ti je ime? Klementina. Uradno te vabim, da se pridružiš na moji založčini. Koliko bi pa to spremenilo zgodbo? Ne vem, če nikoli se ni zgodilo, da bi lik spremenil potek zgodbe. Kako bi ti pa lahko pomagala? Nekaj nasvetov o ravnanju z mečem bi bilo dobrodošlo. Vitezinja Flora, vam na uslugo. Imam novo prijateljico! Gremo na zmaja! Počakaj. A ne bi najprej malo trenirali? Po dolgem priključevanju se je Flora odločila, da se bo vseeno naučila nekaj osnov mečevanja.
pomaga rešiti uboge, ujete princese. Ne vem, če je to dobra zamisel. Mislim pravkar, da je oropana. Princese praviš? A ne dajo ponavadi nagrade za rešene princese? No, ponavadi dajo, ja. Uri, dogovor je takšen. Vaše viteštvo, grem s tabo in pomagam ti rešiti ujeto princeso, ki je zaprta v stolpu. V stolpu, ki ga varuje zmaj. In v zameno dobim del tvoje nagrade. Dogovorjeno. Ne vem, Flora. Kako ti je ime? Bronislava, ampak če bi imela kakšne prijatelje, bi me klicali Ronja. Dobrodošla v ekipi, Ronja. Super, na pomoč nam prihaja ta ptica. Ronja, Klementina. Klementina, Ronja. Ne pri, bomo najboljše prijateljice. No, kje je zdaj stol z ujeto princeso? Za tistim hribom, obdan je za ognjem, dimom in strašnim zmajevim priobenjem. Pravijo, da ga ne moreš zgrešiti. No, potem pa pot pod noge. Prihajajo 3 mušketirke, neustavne, 3 telesne letalice in nepremakniti trio. Ali vidim tako navdušena? Nimaš pojma. Naša trojica je na poti naletela na številne težave. Velikanske sršene, ledena in deroča reka. Ne. Jaz ne grem pa. Jaz tudi ne. Kamen, škare, papir. Kamen, škarje, papir. Ha, vedno jaz. Flora, 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 Trnjevo grmovje, pa ne že spet ne. Imam idejo. Vidite, Krista nekaj zmeče nafra za vama. Okej, jaz pa, jaz dore. 3, 2, 1, zdaj. In reko ognjene lave. Imam idejo. Hej, samo da veste, leste ni v knjigi. Končno so prispele do vznožja stolpa. Pripravljene ubiti zmaja in rešiti princeso. Prepričana sem bila, da ne bomo izgubile. Jaz sem popolnoma zdelana. No, punci, saj ni bilo tako hudo. Kaj pa zdaj? Kaj počnete? Kaj počnemo? Nabiramo rože, ki ti rastejo za vitkom. Sovražim zmaje. Ampak vedno bi morali biti pogumne, drzne in bojevite.
Vem o to vem, ampak življenje je pač takšno, da punce vedno najdejo bolj miroljubno rešitev kot fantje.
Še vedno je princesa, pa ne bo še tako tečna. Slišim vas, Tit. Zahtevam, da se zgodba napiše, da bi se zgodila, kot bi se morala. Jaz samo berem zgodbe. Potem pa je beri tako, kot jaz hočem. Ni mi všeč, zlobna je. Ampak mislim, da je res ne moremo pustiti tukaj, kaj ne? Ledena zgodba ne, ampak ve tako ali tako ne sledi tebe zgodbi. Tako da... Au, ukrisila me je. Rekla sem ti, da je zlobna. Idi dol. Ne, nočem iti z vami bedaki. Takoj dol! Ne, počakala bo tukaj, dokler ne pride pravi vitez. Princesa! Pusti, to je moje, daj sem. Ne. Daj sem. Kaj počnete? Takoj me spustite. Ne bomo, princesa. Odpeljale te bomo domov, pa tvoj zaskrbljeni rutini. Ja, in jaz hočem nagrado. Nagledati se obrazov tvojih srečnih staršev. Vi ste tako umazani, nepomembni, navadni ljudje. To bo še dolga in težka pot. A lahko nehaš tako govoriti? Že tako je dovolj težko. Tebi je težko. Mene ni rešil vitez in zdaj imam fanta, s katerim bi se poročila. Tako sem utrujena od tvojega pritoževanja. Mislim, da jo je čarovnica zaprla v stolp, ker je hotela narediti kraljestvo uslugo. Kako dolgo bo trajalo, da se vrnemo domov? Nimam pojma, jaz nimam več nobenega nadzora nad to zgodbo. No, izgleda, da se naša druga končno zaključuje. Naša neverjetna trojica je prispela v kraljestvo, kjer jih je sprejel kralj. A ti to resno? A je lahko samo konec tako v knjigi? Okej, jaz se vdam. Delajte, kar hočete. O ne, kaj? Zdi se, da je kralj še vedno na lovu. Jaz ne bom s to zmešano princeso preživela niti minute več. Morda pa nas prejde kraljica. Ne vem, če je to dobra ideja. Znana je po trdem srcu in strogosti. Toda mi vračamo hčerko. Ja, to mora nekaj pomeniti, kaj ne? Morda, vendar moramo biti previdne. Ne smemo storiti ničesar, kar bi jo lahko vznemirilo. In kdo ste vi, da nenapovedano ukorakate v kraljesko palačo? Oprostite, vaše veličanstvo, vendar pa mi smo delali ničesar slabega. Jaz sem vitezinja Flora. In pravkar smo se vrnili s poti in vam popeljale vašo hčerko, princeso Flavijo, nazaj. Po zgodbi se boste šele vrnile jutri, Ampak, a ne želite vaše hčerke čim prej nazaj? no ja, če že res morem, kje je smrtlja? Zunaj, pred palačo, privezana k drevesu. Žal ni šlo drugače. To pa sploh ni slaba ideja. A smo si zaslužile kakšno nagrado, medaljo, denar ali zlato, vaše veličanstvo? Nagrado? No ja, verjetno bi se spodobilo, da dobite nagrado. Ampak jaz imam ogromno dela. Pridite jutri, ko se vrne kralj. Zakaj pa nam je ne morete dati zdaj? Zdaj? Ja, mislim, če smo že tukaj, to bi bilo najlažje. Jaz ne vam dam nagrado, ampak verjetno hočete počakati na kralja. Zakaj je pomembno, od koga od vaju je nagrada? Saj si ti prav toliko pomembna kot on. Res mislite? Nihče še nikoli ni želel, da bi mu jaz podelila nagrado. No, vaše visokost, potem je pa edino prav, da nam vi izkažete čas in nam podelite nagrado. Ta mi je všeč, morali bi jo obdržati. Ja, res je posebna. Na svet gleda drugače kot vsi ostali.
Ni pomembno, ali si majhen ali velik, fant ali punca, tatica ali princesa, ona ti bo vedno dala priložnost. Ja, res je, še nihče razen nje ni res nema punce, ki izdeluje meče. Hvala vam, vse za enega. Ena za vse! Kraljica Violeta je vsaki podelila medaljo za pogum in vrečo zlata. Potovale so po kraljestvu in sem prinašale veselje ter brezpogojno pomoč. Tu pa se naša zgodba konča. Zgodba sicer ni bila niti približno taka, kot je zapisana, temveč bila je točno taka, kot bi morala biti. Konec.